Ognjenem kanalu. Danes smo z vami Ema in pa Luka za kamero. Še vedno se nahajamo v Egiptu, v Hurgadi, na počitnicah smo. Tole je part 2 in danes gremo snorklat, gremo na eno najlepših plaž in definitivno bo ful zanimivo, tako da ostan z nama. Ura je 7:30 zjutraj, mi smo še čisto zaspana. Pred nama je najin zajtrk, po zajtrku pa sledi akcija. Dober tek! Omenila smo, da so v Egiptu morski psi in da je Lukata ful strah, da bi jih srečala. In jaz sem šla valjda malo pogubljati glede tega. No in naj povem, da imamo v Egiptu kar 16 različnih vrst morskih psov, od nekih oceanskih šarkov do tiger šarkov, v glavnem veliko enih stvari in Lukata sem kar malo prestrašila, se mi zdi. Tako mogla vprašati gospoda, če so že kdaj videli morske pse in je rekel, da enkrat na leto ponavadi vidijo tega morskega psa, ko je plankton, pa to tak ali tak ni nevarno za ljudi, drugače pa da jih načeloma še niso srečali, da so veliko bolj v globokih vodah, da mi ne gremo tako globoko, tako da hvala Bogu, Luka? Hi! Sorry, baby. Yes. No, tako izgleda ta Aqua Market. Tle lahko si kupiš Red Bull, pa drugo pijačo, sladoled in tako se pripeljejo mimo tvoje ladje in ti lahko kupiš. Zdaj jo bom pa spravil, da bo šla zraven mene. Na tem mestu smo se snorkali potapali, oddaleč ne zgleda ne vem kako zanimivo, ampak ko si pa dol pod vodo, pa ko gledaš čez masko te ribice pa korale, je pa res čudovito. Ema, tole pa je kosilo s proizvedom. In gremo na otok, ki je ful lep, itak pa ne bomo do tja plavali, ampak gremo z boat taksijem. Ker princeske ne morejo. Evo, pa smo prišli na rajski otok. Temu Egipčani pravijo egipčanski Maldivi. Pa nikoli ne pozabiti, da vedno za lepo sliko stoji vedno nekdo, ki mora skupljati živce, čas, pa biti zelo ustrežljiv.
poteka na podlagi zbijanja cen. Ponavadi vam trgovci na začetku postavijo zelo visoko ceno, potem pa je na vas, koliko si boste izpogajali boljšo. In taki izdelek, kot je ta, lahko dobite za res dober denar, ampak morate biti ustrajni. Zdajle pa vas vzamem zraven v frizerski salon, pa da vidimo, kako to izgleda v Egiptu. Evo me, jaz sem od frizerja, Ema je zadovoljna. Ja, jaz mislim, da je bilo dobro vloženih 15 evrov. Se strinjam, bi še ponovil. Zdaj gremo pa na prvo najboljšo atrakcijo po najnem mnenju tukaj in to so tobogani. Ema, sam tu pa se prebudi malo otrokov, te pa ne? Ja, malo pa vseeno. By the way, s temi blazinami greš še hitrej. Že kar parkrat sem šla po tem rdečem toboganu, ampak zdaj se mi je prvič, sem vmes srečala neko blazino in se mi je zahakala, ampak okej, še vse je bilo dober. Luka, kaj bi pa ti svojo oceno? Moj tobogan je bil pa res vrhunski, adrenalinski, tako da bom še ponovil, grem zdaj kar na še enkrat. Kak bi ga ocenila od 1 do 10? 10. Ok, jaz bi mojega ocenila 7. Da bi bil še malo bolj, ampak je cool. Ema, sem taka hrana ti pa ne bo prinesla poletne postave. Ej, preveč uživamo hrani, tako da me ne zanima. Je Manakis. Lukatova najljubša jed splet. Iskreno povedano, gre za kruh z nekimi začimbami, z neko baziliko, oljčnim oljem, ampak je božansko, res. Ful je dobro. Zadnji dan preden greva bom vprašal za recept, ker tole je pa meni božansko. Ok, Luka si danes za večer vzel, kaj si vzel? Vzel sem si falafel z rižo. Zadnjič je Luka govoril na pitninah in evo, danes smo nekaj pustila in pričakal na tale slonček. Ok, najna poslovščina po Egiptu z izleti in z vsem skupaj se počas končuje. Luka, kak bi ti ocenil Egipt, ko si prvič šla? Zdaj, moja prva izkušnja v Egiptu je res zelo pozitivna, ful sem zadovoljen, da sem se odločil za to potovanje z Emo, tako da definitivno verjetno še ponovimo. Kaj imaš kak nasvet za gledalce, če se mogoče kdo odpravlja sem? Ja, s sabo imejte samo kopalke pa eno majico, ker midva se si napakirala čist preveč stvari. Pijte vodo iz plastenk, ne pijte jo iz pipe, pa uživajte na polno. To bi bilo za današnji vlog vse. Upam, da ste uživali in da ste z nama podoživeli vsaj malo Egipta. V komentar nama zapiš, kaj ti je bilo iz današnjega vloga najbolj všeč. Subscribe se na ta kanal, pritisni zvončka, da te obvesti, ko bo nov video, like ta video in se gledamo. Čau!